Za 2 groša fantazije moraš v žepu le imet, pa že delaš coprnije, vse drugačen je ta svet. Še v dežju ti sonce sije, zvezde klatiš dol z neba. Za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma. Kogar punčka zapusti, treba obesit se mu ni. Rajši hodi najzan čas k tetki fantaziji v vas. Saj pri njej nesrečni stric našel kup bo lepotic. Dale malo oči pripre, pa so mu na voljo vse. Bo objel, če ni preokorn, še celo Sofijo Loren. Za 2 groša fantazije moraš v žepu le imet. Ja, dober večer. Evo, to je en tak improviziran livestream Sanje TV. Ne, mogoče na začetku povem, da Sanje TV sta pravzaprav 2 osebi pa pol. Zato ne zamerite, če bo tole malo improviziran večer. Moja želja je vsaj v grobem narediti tisto, kar danes mediji ne delajo, to pa je, da poročajo recimo o kulturi, ustvarjalnosti, o lepih, o pomembnih stvareh, ki lahko nam dajo upanja v teh stvareh. Upanje pa gotovo ni nekaj zaželenega v teh dneh. Rabimo brezup, stisko, neizobraženost, neinformiranost, saj brez tega ne morejo biti stvari tako, kot so, skratka, da pustošijo vojne po svetu, da smo izpostavljeni pač vsi mi neverjetnim nevarnostim, tudi nuklearne vojne, tako rekoč. Skratka, če grem k besedi. Tale fotografija je nastala pred 22 leti, ko se je rodil prvi festival Sanje v parku Zvezda s tramvajem, sanjalnico. In tale 4 dekletca so še danes naše sodelavke. Če grem z leve na levi, je Ajda, moja hčerka, danes super programerka, ki programira na področju knjig in katalogov. Desno ob njej je Tija, odlična fotografinja, videastka, estetinja, prvovrstna. Želel bi vam pokazati čudovito novo naslovnico Alamuta, ki jo, njene najljubše knjige, ki jo na novo oblikuje, ampak bi bila huda name, ker še ni povsem dokončana, se bom vzdržal. Ob njej je Tisa, moja druga hčerka, ki borka za pravice živali, študira pravo, želi postati tožilka za pravice živali. Obenem pa dela tudi spletni marketing za Sanje. In ob njej desno Tajda, vrhunska oblikovalka knjižna, meni osebno ena najljubših. Ne samo pri založbi Sanje, ampak v Sloveniji, tako da kaj naj rečem. Talentirana dekleta. In takole se je začel festival Sanje z mikrofonom Cincin, kjer smo povabili otroke iz vse Slovenije, da pridejo, zapojejo. In ta mikrofon Cincin je trajal, mislim, da tako dolgo, kot je trajal festival Sanje v parku Zvezda, torej tja do leta 2008, ko je festival v Ljubljani dosegel svoj vrhunec in obenem tudi umik iz vse bolj kulturi sovražnega, rečemo neoliberalnega, zombi kapitalističnega prostora in se preselil v daljna Brda. Že ta prva gesta, da smo dali otrokom glas, je pravzaprav en svojevrsten, tudi za danes, za ta čas pomemben
aspekt, ali kako bi temu rekel. Namreč danes poslušamo samo narejene odrasle, ki praviloma razmišljajo tako, kot jim velevajo neki standardi, neki drugi. Otroškega glasu pravzaprav ne slišimo več, svobodne otroške ustvarjalnosti zlepa ne slišimo. Razen v domačih krogih, kjer se pa ves čas čutimo poklicane, da jih učimo, kako je prav. Otroci, ne poslušajte preveč svojih staršev. Skratka, Festival Sanje ima letos 22 let, če gremo malo pogledat. Skratka, to je spletna stran Sanje. Tisti, ki je še niste obiskali, boste opazili tamle takoj drugi zavihek z desne, samo pravi navdih. In kaj nam pove navdih? Pove nam vsakič nek drug citat. Poglejmo, kaj nam bo povedal tokrat. Kliknemo navdih. Ker je algoritem narejen tako, da nam pokaže naključni citat, ne vem, kaj bomo zdajle prebrali. Aha, Srečko Kosovel. Rekli ste mi, da sem v nasprotju s seboj. Rekli ste. Rekli ste, da imam dvojen obraz. Rekli ste, da sem kaotičen, temen, obupan, ker ne verujem. Res ne verujem v smisel kulture, ker ne verujem v smisel življenja. In vendar živim. Živim, da ga iščem. Kako naj verujem v smisel kulture in njeno pramoč? Narodi, ki so kulturni, morijo, zatirajo, ubijajo.
to naj bo etični smisel kulture? Kako naj verujem v smisel življenja? Smisel življenja je krasti, zatirati, ubijati in veseliti se. Torej gre za smisel Srečka Kosovela, ki ga najdemo v knjigi Burja. To je pa tale knjigica. Kliknemo. Tisti, ki ne veste, pod vsako naslovnico, pod mnogimi knjigami je ikonica, ki se imenuje Prelistaj. In če jo kliknemo, se nam odpre zavihek, ki ga vi zdajle ne morete videti, ker je pač screen share omejen na tole okno, ampak skratka gumb Prelistaj. Zdaj pa gremo na glavno temo. Kot vidite, desen zavihek je Festival sanje, pa ga odprimo. Mislim, da je na temle, na temle bolj povečan in da bomo lažje videli in se na hitro sprehodimo skozi letošnji festival sanje. Spet Srečko Kosovel, ki venomer znova navdihuje mene in nekatere moje sodelavce. Ko sem odprl oči, sem začutil, kako je vse majhno in zoprno, kar se ni rodilo sanj. Ravno tako citat iz Burje. Morda to tudi pove, zakaj založba Sanje in zakaj nam gre. Zakaj je pomembno sanjati in sanjati svobodno. No, tole je uvod, v katerem pač povemo, da je letošnji festival v celoti osnovan na zaželenem prostovoljnem prispevku. Če si ga ne morete privoščiti, nikar ne skrbite. Srečanje poezije, glasbe, ustvarjalnosti je namenjeno prav vsem, ki si drznejo slediti iskro v srcu. Tukaj tudi omenjamo, da prvim 100 članicam in članom knjižne družine Sanje, ki se bodo odločili obiskati festival, omogočimo brezplačen nakup krstničke, ki prinaša kupone za 4 kozarce odličnega ekološkega kraškega vina ali soka ter kupon za enkraten 30% popust pri nakupu knjig založbe Sanje na festivalskih prizoriščih. Naj pri tem povem še to, da se bo začela z začetkom festivala velika akcija v spletni knjigarni Sanje, ki mislim, da bo prinesla celo 50% popusta. Popusti na samih prizoriščih ne bojo tako veliki, ampak vendarle bodo. Skratka, če pa želite ta kupon, si ga pa kar hitro mislite, ker število teh krstničk je omejeno in mislim, da se bodo kmalu iztekle. Torej nastopajoči, tule je pravzaprav naveden del nastopajočih. Jih bom vendarle navedel, da imate tudi vi, ker konec koncev danes moramo ravnati kot ena velika družina. In mi smo družina in želimo, da se tudi, zato smo preimenovali knjižni klub tudi v Knjižna družina Sanje, tako da vas smatramo za naše drage. Alja Petric, umetniško ime Alja, je odlična prekmurska glasbenica, ki smo jo lahko slišali tudi v Parku Zvezda na Noč knjige. Tokrat bo z nami prav na Kresno noč 23. samostojnim koncertom Prekmurski pejsaži. Ansambel Čompe, katerega album smo objavili, ponosno lahko povemo prav Sanje pred davnimi, ne vem, 12 let nazaj morda, ki nastopijo na zaključni večer 24. v soboto v Škocjanu. Zala Đurić, katere pesniško zbirko bomo objavili, oziroma katere pesniška zbirka Ljubavi izide prav na dan njenega nastopa, ki bo prav tako na Kresno noč 23. Gledam, če imam tukaj naslovnico, da bi vam jo pokazal. Ja.
Malo se tukajle zgubljam, ker skratka naslovnica Ljubavi, delo preomenjene Tajde Pavletič, oblikovanje. Potem Pihalni orkester Trepče pod vodstvom Tomaža Neduha. To bo slavnostni koncert. Upamo tudi na prisotnost izjemnega istrskega pisatelja Marjana Tomšiča, če bo le lahko prišel. Lani smo na festivalu predstavili nekatere izmed nepozabnih zgodb iz njegove zbirke Zgodbe o kačah. Nato Aleksander Peršolja, ki velja za nekega tiho avtoriteto, izjemno ustvarjalnega človeka, starejšega, ki je iniciiral celo vrsto projektov na Krasu, med drugim tudi Vilenico. Upam, da ga bomo videli čim več večerov in da bo tudi nastopil. V zvezi z Vilenico pa goji, vam lahko zaupam, precej veliko žalost. Potem Jasna Peršolja, njegova soproga in izjemna pravljičarka, avtorica več knjig, ki upam, da nastopi v soboto 24. ko se na Škocjanu na izjemno eksotičnem prizorišču ob Cerkvici, na vrhu te male vasice, zgodi pravljična vas. Že omenjeni Andrej Hrvatin je tu, ki je lani pognal v ples s svojo glasbo pravzaprav vse občinstvo na jasi pri Divaški jami. Tomaž Nedoh, ki nastopi tudi še posebej na četrtek v sklopu festivala, ki smo ga poimenovali Burja, to je za 8-urni maraton. Pa mladi glasbenik in sedanji mladi predsednik društva Vilenica iz Lokev, Izak Ban, ki je obenem opravil tudi izjemno organizacijsko delo. Tisti, ki ste spremljali našo konferenco za javnost, veste, o čem govorimo, ker tam smo mu nekaj mestu prepustili besedo. In naša Nada Vodušek, pa potem pesnica, ustvarjalka, profesorica Teja Golob, ki je nedavno objavila knjigo Polet večnosti, ki me je osebno navdušila, in prav danes zjutraj smo streamali njen, bi rekel, napovednik, ki pa je kar dolg, mislim, da blizu 10 minut, za dogodek, ki mu bomo priča prav v jami. In sicer pripravlja performans v sodelovanju z znanim fotografom Bojanom Brecljem, ki je za to priliko naredil in s Tejo posnel video, nastavil umetniški film, ki mu bomo priča na Kresno noč 23. In ob njem eden najbolj vidnih starovercev Primorske, če ne najbolj, Boris Čok iz Lokev, ki bo več dni z nami. In nato pesnica Glorjana Veber, pa pater Karel Gržan, ki žal pa ne bo mogel biti osebno letos prisoten, pač pa smo šli ga obiskat gor v Logarsko dolino, na začetek Logarske in konec Savinjske, na Konjski vrh, in nam je podal svojo eksplikacijo, ali kako se temu reče, svoj prispevek, 15-minutni, za prvi dan festivala, ki se začenja s simpozijem razumevanja zla. Nato Maja Martinuč, plesalka ob ognju, ki nas bo pomagala spraviti v ples na 23. Pa potem Viktorija Kos, prevajalka, avtorica, teologinja, strokovnjakinja za vzhodno mitologijo in filozofijo. Med drugim je prevedla sijajne Upanišade, 10 Upanišad. Ena izmed njih, upamo, letos izide pri naši založbi v zbirki Iskra. Viktorija bo nastopila tudi na uvodnem delu simpozija razumevanja zla, najbrž skozi optiko vzhodnih filozofij, predvsem indijske, perzijske in tako dalje. In ob njej njen soprog Anton Žižek, tudi sam mislec in odličen arhitekt in fotograf.
pa naša urednica, draga Andreja Udalč, pa potem pesnica, prevajalka in pravljičarka Sara Špelec, ki bo nastopila, upam, kar 2-krat in tudi v Pravljični vasi, kakor lani. Pa potem spet zakonca, pesnika, vidna pesnika Krasa, to sta pa Magdalena Svetina Terčon in pa David Terčon. In pa potem naš dragi pesnik, ki smo ga imeli priložnost srečati tudi na Noč knjige, na večeru v Parku Zvezda, Iztok Osojnik. Pa potem Rok Zavrtanik, pa Rebeka Bratož Gornik, sicer naša prva, bi rekel, režiserka, ki bo tudi poskrbela za to, da bo nekaj dogodkov tudi v živo prenašanih na Sanje TV in na drugih omrežjih. Pa potem naša oblikovalka in ilustratorka, ne povem, da je tudi avtorica podobe Sanje na Krasu letošnje, Vesna Mesec. Pa potem gospa domačinka, pravljičarka Marja Dolhar in pa pravljičarka, in sicer jamarka in tudi jamarka, prijateljica Vesna Hrvatin. Pa potem izjemna likovna umetnica Jana Pečičnik, ki z Rajkom Bošnjakom pripravlja v nedeljo eno od spremljevalnih prireditev, ki smo jo poimenovali Čaj v tišini. Svojo prisotnost je napovedal tudi Andraž Teršek, ustavni pravnik in avtor založbe Sanje, mislim, da v četrtek v Lokvi na odru. Navdušeno se je odzvala na vabilo tudi Jerica Mrzelj, ki upamo, da jo bomo srečali v Lokvi, morda pa tudi na Pravljični vasi. Odzvali pa so se na vabilo tudi letos pesniki in recitatorji Župančičeve Frulice, to je morda najvidnejše nagrade za mlade pesnike, osnovnošolske, srednješolske v Sloveniji in številni drugi. Če zdaj gremo hitro skozi, v sredo v Škocjanu oziroma Matavunu, Parnanetovih se zgodi simpozij, dobimo se ob 10. uri, če bi kdo hotel priti, naj svojo prisotnost lepo prosimo napove na pro@sanje.si, ker je število mest omejenih, prispevek je zaželen 15 evrov, ki pa vključuje tudi kosilo. V četrtek 22. v Lokvi se v Kulturnem domu, zelo lušten dom, zgodi Burja, pesniško-glasbeni maraton, kjer nastopijo mnogi pravzaprav skoraj vsi zgoraj našteti, poleg njih pa še Amalija Funda, Maruša Milner, Tomaž in Aljoša Nedoh, Nina Pavšek, Aleksander Lesar, Izak Ban, naš solo klavir, Talita Sofija Komel, harmonikarji društva Dih, omenjena Župančičeva Frulica. Po 19. uri pa bomo vsi povabljeni na zaključen finale, ki se zgodi na igrišču poleg Kulturnega doma, kjer bo mimogrede potekala tudi mala vesela tržnica, kjer bodo domačini prodajali svoje zadeve. Skratka, slavnostni koncert godbe Parma iz Trepč, dirigent Tomaž Nedoh. Gosti večera pa bojo pevski zbor otrok iz Loke Prelože, zborovodja Diana Čok. V petek 23. junija sledi Kresna noč s plesom, in sicer je prizorišče Divaška jama in pa Jasa pri Divaški jami. Mi pa manjši dogodek pripravljamo že ob 11. dopoldne, ko bomo v živo prenašali pogovor z nastopajočimi festivala in o aktualnih poletnih knjižnih izidih. Dogodek smo poimenovali Kaj sanjamo, prenašali pa ga bomo direktno iz Muzeja filmskih in gledaliških igralcev v Divači. Ob 18. uri se krenemo iz Jase pri Divaški jami v samo jamo na tako imenovano pesniško potovanje, ki se zaključi v plesni dvorani, to je
največja vstopna dvorana, kjer bomo priča performansu Navdih božanske iskre, omenjenih avtorjev Teje Golob in Bojana Breclja. Potem na jasi sledi približno uro dolga pavza, ker si lahko privoščimo kozarec tega ali onega, in potem ob 8:30 predvidoma nastopi Zala Đurić s performansom ob izidu svoje pesniške zbirke Ljubavi. Z njo bo tudi prijateljica, plesalka. Sledi koncert Alje Petric, Pejsaži Prekmurja, in zatem koncert Andreja Hrvatina Ni me tuja. Ob vsem tem bo gorel kres, tradicionalno velik kres, ki ga pripravljajo naši prijatelji Amari. Maja Martinuč, plesalka ob ognju, pa nas bo poklicala k ognju. V soboto v Škocjanu na Vaškem trgu pri cerkvici, tisti, ki še niste bili v tej vasici, vam toplo priporočam, da jo obiščete, če ne zdaj pa drugič, ker gre za eno najbolj impresivnih vasi, kar sem jih kdajkoli videl, ker je tako kot na ladji med temi divjimi brezni in prepadi, levo, desno, znamenite Škocjanske jame. Domačini vedo ponosno povedati, da je bil Škocjan in Škocjanske jame dolgo velja za neke vrste središče Evrope ali celo popek sveta, ker tradicija romanja do Škocjanskih jam sega nazaj daleč v čas pred Kristusom. Škocjan je posejan z izjemno zanimivimi in še v veliki meri neraziskanimi arheološkimi najdbami. Ob 10. uri, skratka, pri cerkvici, na neverjetni lokaciji, na travniku, pod drevesi za cerkvico in nad prepadi, se zgodi pravljična vas, na kateri bodo pravljice pripovedovali Jasna Peršolja, Sara Špelec. Zelo vesel sem, da bo tudi tokrat iz Rezje k nam prišla Luigia Negro, morda bomo kasneje prisluhnili njeni pripovedki rezijski, pa naš staroverski kolega Boris Čok, pomenjena Marja Dolhar in drugi. Ob 17. uri naj bi se zgodilo staroversko romanje do Gradišča, vendar mi je Boris Čok danes sporočil, da je vabljen, da ga je predsednica neke Republike Slovenije povabila na neko slavnostno srečanje, kar je sprejel. Torej to romanje odpade, bo pa zato še zmeraj romanje oziroma pot do, mislim, da je to cerkvica Svete Ane na Gradišču, vendar nas bo vodil najbrž naš predsednik društva Divaške jame, Borut Lozej, ali pa hčerka Borisa Čoka, Daša Čok, bomo videli. Skratka, ta izlet bo. In sledi še zaključni koncert Čamp. Naj povem še to, da smo v skladišču našli kar nekaj albumov Čamp, ki so sicer razprodani že več kot 7 let, ki so bili napol dokončani, in da smo šli v akcijo, tako da bojo na koncertu na voljo tudi njihovi albumi, izjemoma. Nekaterim bo to veliko pomenilo, saj to gre za izjemno priljubljen CD. No, naslednji dan se pa in naslednje dni se nadaljuje Burja, spremljevalni program, katerega ambicija, da postane samostojen in se lahko dogaja tudi čez celo leto po vsem krasu. Namen je, da ljudje delujemo bolj povezano, da se bolj spoznamo, da se povezujemo in ustvarjamo zanimive projekte, ki nam pomagajo iskati naš smisel, ali kako bi temu rekel, s Kosovelom, ki smo ga na začetku citirali. In en taki zanimiv dogodek bo Čaj v tišini ob 12. uri v nedeljo, 25. junija na Jakčevem dolu. Tukaj na spletni strani dobite tudi točne GPS koordinate, kajti to je v naravi. Menda se bo zgodilo še nekaj čudežnega na tem dogodku. Mislim, da bomo priča neki razstavi v naravi, bomo videli.
Istega dne ob 6. uri pa se zgodi menda izjemen koncert Mednarodnega pevskega zbora Utopija in realnost. V srednji deli sta kantata Figure Human, da se to izgovori Francisa Poulenca, ne znam izgovoriti, no, francosko najbrž Salomonova visoka pesem, Daniela Lesurja, obe za 12-glasni mešani zbor. Skratka, zbor bo štel kar 23 pevcev, vodita ga priznana slovenska priznana slovenska dirigentka Urša Lah in norveški dirigent Ragnar Rasmussen. Zanimiv je tudi opis programa, ki se precej ujema tudi z prizadevanjem naše založbe. Zdi se, da je človeštvo ujeto v past. Napake iz preteklosti se ponavljajo, vojne neusmiljeno ubijajo in tej, ki nam je najbližje, ni videti konca. Zdi se, da se vrača v mračni srednji vek, kjer je sosed sosedu sovražnik, človek človeku zver, ta zver pa v svoji surovosti žene v uničenje tudi samo sebe. Koncert spodbuja občinstvo k razmišljanju o teh temah, poziva k obujanju človečnosti, v človeku k spoštovanju in strpnosti. Koncert bo menda v živo prenašal prvi program Radia Slovenija, vstopnine pa tukaj sploh ni. Ne omenimo še dogodek prijateljici s Krasa, Eve Maran, predvsem v petek 30. junija, torej skoraj teden kasneje, Palestinske sanje. Ob 19. uri, mislim, da bo palestinska družina, se upravičujem za izgovorjavo, Tamalah, Amena, Ejad, Lina, Lajali, Lujain in Farid, starša in 4 otroci Zahodnega brega v Palestini, bojo predstavili poezijo Mahmuda Darviša na temo zemlje, domovine kot večni vir palestinskih sanj. Potem bodo še zaplesali in z njimi tudi mi. Sledi druženje, palestinski prigrizek, kraško vino. Za slednje prosimo prispevek v klobuk, če le mogoče, nujno pa prosimo za prijave na mail, ki ga najdete na spletni strani. Lokacija pa je Sončni log pri Kostanjevici na Krasu. In mislim, da smo se takole posprehodili skozi program, mogoče bi omenil še soorganizatorje, torej poleg založbe in društva Festival Sanje, so tu še Kulturno društvo Vilenica, ki ga vodi Izak Ban, Jamarsko društvo Gregor Žiberna, predsednikom Borutom Lozejem in pa ostalo ekipo, Park Škocjanske jame, v tem mestu se zahvaljujem direktorju Stojanu Ščuki, JSKD Sežana, tukaj gre zahvala Vladki Vladislavi Novotnik, potem Župančičeva frulica, Občina Divača, Turistično društvo Škocjan, Zavod Proja in drugi. Literarni sklop festivala podpira Javna agencija za knjigo. Skratka, to bi bilo nekako to. Zdaj pa dovolj besed oziroma čas za poezijo, eno pesem. Kosovel, vojna. Ravno tako gre za posnetek iz Noči knjige v Parku Zvezda, nastopa Nada Vodušek. Vsak prevrat v mišljenju pojmim kot neobhoden in neizbežen vzrok razvoja. In kakor ležijo vzroki takih novo nastalih tokov globoko v duši, prebudijo in pozovejo jih v življenje šele tako zvani zunanji vzroki. Tak vzrok je vojna. Vojna je človeku dokaz, da je bila vsa borba za obuditev popolnega človečanstva in gnusa nad krvjo še veliko prešibka, da bi premagala v človeku krvoločno zver. Nočem govoriti, kaj je bilo vzrok vojni. Za nas je dovolj, da je njena posledica popoln kaos v mišljenju, čustvovanju,
v gledanju lepote, v doživljanju večnosti. Skratka, da ne pojmimo jasno odnosa med človekom in večnostjo. Toda čas beži in polagoma se ta kaos kroji v dvoje široko razplavljenih tokov. V ljudi, ki čutijo v sebi silo in premoč duše, in v ljudi, ki so vklenjeni in obnemogli pred materijo. Zadnji so preostanek vojne in predvojne dobe ter rezultat kaosa. Pali so vanj, upihnili luč svoje duhovne zavesti ter umrli. Drugi so prebujajoča se bodočnost. Stojijo s svojimi življenji, kakor z lučjo, v katero morajo naliti olja, da bo svetila skozi mrak do jasnosti. Ja, živjo. Torej, slišali smo Nado Vdušek in eno od pomembnih pesmi. Pogosto mi očitajo, zakaj je toliko kosov vela. Ja, zato, ker ga preprosto ni dovolj. Zato, ker njegova misel še ni dozorela v naših srcih zares. Zato, ker se lahko od njega veliko naučimo. Resnično to mislim. In danes, kot bi rekel Tonči Kuzmanič, ki mu bomo kasneje besedo še posvetili, živimo pač v času, ko se moramo ponovno učiti brati, ponovno spoznavati, razumeti in tako dalje. In en ključnih stavkov, ki smo ga že v preteklosti objavljali, gre za stavek znamenite filozofinje teologinje Simone Weil iz knjige o ukinitvi političnih strank. Knjigo je prevedel Primož Vitez, kjer med drugim Simone Weil pravi takole: človek, ki se ni odločil, da bo zvest izključno notranjemu spoznanju, je v središče svoje duše postavil laž. Na tem mestu se vprašam, koliko od nas lahko reče, da je zvest izključno notranjemu spoznanju. Tudi če to rečemo, je, mislim, to danes izjemno težek izziv, kajti vse dogajanje, ki se dogaja na področju politike, ekonomije, medijev in tako dalje, nas nagovarja k temu, da nismo zvesti več svojemu notranjemu spoznanju, pač pa spoznanjem drugih. Pri tem se pogosto navaja tako imeno stroko, tako imeno znanost, akademijo in tako dalje. Zdaj pa bi to vzel kot izhodišče za simpozij razumevanja zla, ki se zgodi torej 21. ob 10. uri se prične v Škocjanu, pri Nanetovih, kot se reče, kongresnemu centru, njihovemu kulturnemu centru Škocjanu, ki je pravzaprav v Matavunu, nekaj minut peš stran od samega Škocjana. In bi povedal, kaj nas je, in mene še posebej navdahnilo, da smo se odločili za temo simpozija razumevanje zla. Ne povem nekaj, kar nekateri veste, mnogi pa ne, da smo z žal preminulim Tončem Kuzmaničem. Jaz sem si zelo želel narediti intervju, to je bilo tisto poletje, ko je bil povsem zdrav. Nista se osebno poznala, vendar me nekaj nagovarjalo, da zelo me v času totalne zmede, ki smo ji bili priča, v času, mislim, bilo to že 2021, me zelo zanimalo mnenje modrega, odločnega človeka, kakor je on. Nastal je potem, po oklevanju je Tonči pristal na intervju in tako je nastal en tak
sicer dokaj amatersko posnet, ampak vendarle več kot 2 uri dolg intervju, ki ga do današnjega dne še nismo objavili. Delček ga bomo predvajali najbrž na samem simpoziju, nekoč pa kasneje. Na tem mestu, kasneje pa cel film, no. Mene je ta njegova smrt, ki se je zgodila vsega 2-3 mesece po tem najinem dogovoru, kjer so se celo pogovarjali o tem, da bi zastavila redne filozofske pogovore, zelo prizadela in nekako nisem imel niti moči, da bi se usedel za računalnik in končal ta intervju, ga zmontiral. No, zdaj se to spreminja, časi so taki, mislim, da je njegova beseda zelo dragocena. Gre za človeka, ki je profesor filozofije in še profesor ustanovitelja Delavsko-punkerske univerze, ki so jo kasnejši levičarji v navednicah pač spremenili v Inštitut za delavske študije, nekaj podobnega, se povezali s fundacijami Soros in podobno in ki danes v parlamentu pač se imajo še naprej za levico, čeprav to res s tradicijo resničnega gibanja za emancipacijo, ne, od kapitala nimajo več nič bistvenega, nasprotno služijo interesom vede ali ne vede. Zdaj bi pa predstavil kratek odlomek iz misli Tonči Kuzmaniča, kjer on s svojimi besedami pove, kaj je ključna tema našega časa. Pa prisluhnimo. To, s čemer mi danes imamo opravka in kar danes je v igri, ni filozofija. Danes je filozofija stricto sensu nemogoča. Vprašanje filozofije kot tisto, kar se ukvarja z najvišjim, lahko platonovsko, lahko Aristotelovo opredelimo kot motrenje ali pa kako drugače, to vprašanje teorein in to je nekaj, kar bi nas peljalo v neke druge vode. Potem pa mi ne živimo več v tej dobi, da se ubadamo s opazovanjem, analiziranjem, premišljevanjem, tematiziranjem najvišjega. Če bi bilo tako, potem bi bili zmožni misliti čez svojo lastno dobo, v kateri smo se ujeli. Tisto, čemer mi danes imamo opravka, je vprašanje zla. Se pravi, najvišje, dobro, to je zadeva filozofije. To, s čemer mi imamo danes opravka, je vprašanje zla. Ja, torej, vprašanje zla, ne, ste slišali, to je ključna tema našega časa. In ni tako lahka, kakor se zdi. Temi se bomo posvetili na tem simpoziju, zanjo pa so lahko izhodišče tudi pravljica, lepota, miti, stare svete knjige in tako dalje. Mislim, na simpoziju bodo nastopili zelo različni ljudje, zelo različnih pogledov in upam, da se nam bo uspelo povezati in kaj natuhtati. No. Sanja TV je, če kliknemo tule gor na vrhu, evo, Sanja TV, se nam odpre tole in predvidoma se bo prav na vrhu spletne strani, torej če kliknemo na vrh spletne strani, se nam bo odprl prenos v živo tega dogodka. Naj pa že, ko smo tukaj, opozorim, mislim, da je cela vrsta zanimivih posnetkov, tudi filmov, denimo ruski Moskva film je dal večino teh izjemnega svetovnega filma brezplačno na voljo z objavo in mi smo to izkoristili, nekaj čudovitih filmov, med drugim
Andreja Tarkovskega, recimo filmi, kot so Solaris in tako naprej, si lahko gledate na Sanje TV. Drugače imate pa tule pod videoposnetki, si lahko po temah pogledate. Sanje pripovedujemo, recimo, je zelo močna rubrika Sanje misel, zgodbe, pravljice, poezije. To so naše recitacije iz naših knjig, jih vodi Nada Vodušek. Pod glasbo je nekaj pač malega iz precej bogatega opusa založbe, dokaj smo tem aktivni. Lahko si ogledamo recimo festivalske posnetke iz preteklih let, kar nekaj tega in tako dalje. Če gremo zdaj nazaj. Ja, jaz bi zdaj zavrtel še en izjemen posnetek, ki je nastal ravno tako na tisto čarobno noč knjige 23. aprila v Parku Zvezda, ko nas je res presenetila, navdušila in prevzela Jerica Mrzel s pesmijo Vihar. Vihar, vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, božjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz. Tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usoda ustavi mu korak, on se ji zoperstavi. No, pa smo nazaj. Hvala Jerici Mrzel. To, kar vidimo, je osnutek naslovnice izjemne knjige, ki jo vsem priporočam v branje. Matijasa Desmeta, Psihologija totalitarizma. Pravim osnutka zato, ker je v navedbi njegovega imena napaka, H je odveč, Matijas brez H je pravilno, ampak bomo to že popravili. Knjiga izide julija. Spremno besedo piše Gorazd Korošec, prevedel je knjigo Vica Agadin Žigon. In vsi, ki so mi v rokah, so čisto navdušeni prevzeti zaradi njene aktualnosti. Namreč Matijas Desmet že dolgo raziskuje totalitarizme in z osuplostjo ugotavlja nekaj, kar slutimo ali pa vemo tudi mi, da živimo v dobi nezaslišanega totalitarizma, skratka nekih recimo temi strogo centraliziranih hierarhičnih avtoritet, ki se vzpostavljajo arbitrarno, brez argumentov ali pa z navideznimi argumenti, in kar je najhuje, ki jih nihče ne nadzira več. Kot primer navedem, če se spomnite leta 2014, ko je prišlo in je v javnost, da jo v Centralni banki Slovenije, torej Banki Slovenije, prihaja do groznih zlorab in kriminalnih dejanj, pa je slovensko tožilstvo poseglo, pa in tudi policija, je sam tedanji predsednik Evropske komisije Juncker zažugal s prstom Sloveniji: ne vtikajte se v tako imenovani svobodni trg. Namreč mi nimamo pravico nekako danes začeti razmišljati to, kar določa skoraj da že vrednost vsemu, to je pa naj bi bil denar, a ne? Kdo ga nadzira? Kdo ga ima pravico nadzorovati? Tisti, ki to ima, danes je to povsem jasno, se je povsem izmaknil vsem oblikam demokratičnega nadzora, vsem oblikam neodvisnega nadzora in danes vlada z trdo roko in, kot je George Orwell napovedal v svoji znameniti zadnji izjavi, z vojaškim škornjem. Žalostno je, kako poklekajo vlada za vlado, parlament za parlamentom po vsej zahodni obli in
Na to, kako pa se ta totalitarizem razvija in kako se je razvil v fašizmu, kako se je razvil v nacizmu in kako se danes, pa Matjaž Desmet v tej odlični knjigi, kjer tudi ugotavlja, da je današnji totalitarizem najbrž eden najnevarnejših od vseh, kar smo se z njimi soočali v preteklosti zaradi pač orodij tehnologije, ki so danes na voljo. In to vemo sami, vsakdanje izkušnje se nas korporacije vsak dan silijo podpisovati tudi po 100 in več 100 strani obsežne skratka terms and conditions in podobno. In v čemer se mi zapisujemo in se strinjamo s stvarmi, ki se jih pri zdravi pameti najbrž nikoli ne bi in to sprejemamo kot samoumevno. V zvezi s tem naj omenim znamenit eksperiment, ki so ga izpeljali aktivisti za privacy v Londonu. Mislim, da je to vodil nek Norvežan. Dali so na voljo hiter brezžični internet v centru Londona. Vendar je mogel vsak podpisati, da se strinja z terms and conditions. Med terms and conditions so navedli na 7. mestu, da vsak uporabnik obljublja, da bo svojega prvorojenca brezpogojno predal pač lastniku tega omrežja. In zanimiva ugotovitev je bila, da niti čisto vsi, ki so poskušali dostopati do omrežja, so to podpisali brez pomisleka. Drugo je, koliko je pravno to res mogoče, ampak ta primer jasno in zgovorno govori o zlorabah, ki smo jim danes priča na vsakem koraku. Podobna orodja uporabljajo pravzaprav že vsa večja podjetja, celo državne uprave in tako naprej. Skratka, upam, da bo ta knjiga res prebrana in čakajo to, kar se založbi Sanje na žalost zadnje čase zelo dogaja, in to je medijski molk. Ravno danes smo ugotavljali, da nekaj let tega, kar je skoraj vsak roman bil deležen vsaj 10 recenzij, danes recenzije zlepa ne najdemo več, tu in tam kakšna izjema. Kako to razumeti? Ja. Totalitarizem ne more vladati, če ljudje berejo knjige, če imajo denar, da si kupijo, če imajo denar, da imajo čas, da jih lahko berejo. Če so sproščeni, srečni. Taki ljudje so lahko svobodni in suvereni ljudje so pa lahko nevarni. Danes potrebujemo preplašene, upognjene, ki morajo biti hvaležni za svoje suženjstvo in tako dalje, no. Skratka, upajmo, bodite pozorni na to knjigo, vam jo res toplo priporočam. In ob tem ne omenim še drugo, ravno tako kultno knjigo, ki pa je že desetletja kultna, to je pa knjiga, žal nimam naslovnice, da bi pokazal, Wilhelma Reicha, Množična psihologija fašizma. Knjiga je izšla davnega 1933, torej ob samem vzponu nacizma, in je prva radikalna kritika fašizma. Zanimivo je, da jo niso preganjali samo nacisti in fašisti, pač pa kasneje vsi po vrsti. Ko je Reich med drugo vojno bežal v Ameriko, se mu je tam konec 40-ih, začetek 50-ih začel dogajati ravno tako gonja. Tožil ga je, trikrat lahko ugibate kdo. FDA, skratka Food and Drug Administration, ki je tudi v tej nedavnih zadnjih letih odigral izredno umazano in sporno vlogo pri potvarjanju podatkov v zvezi z pač virusi, zdravili, prikrivanjem dejanskih zdravil in tako naprej. Dosegli so sodni pregon Reicha, ki se je hotel braniti sam kot znanstvenik, vendar ni bil pri tem dovolj pozoren, so proceduralno zašili, zaprli. In kot je napovedal svoji ženi v enem svojih zadnjih pisem, dobro veš, da me nikoli ne bojo več ven spustili živega. In tako se je zgodilo nekaj dni pred njegovim izpustom. Je nenadoma umrl. Seveda ni dovoljeno pomisliti, da je umrl nenaravne smrti, čeprav je podatkov o tem
ki pričajo nasprotnem dovolj, da lahko rečemo, da so ga ubili, pač tako imenovani kapitalisti v navednicah, kot tudi te izraze treba danes na novo premisliti. No pa gremo še zavrtel bi zdajle, preden gremo naprej, še na temo miru, ki sem se želel dotakniti in ki je ena rdeči niti našega prizadevanja in ki bi mogla biti rdeča nit prizadevanja vseh, če se želimo v teh časih zaščititi in hujskaštvo pregnati Slovenije in mu prepovedati, ko bi rekel, delovati. Kriza človečanstva. Letos je šla Kosovelova kriza človečanstva, to so njegovi eseji, politični eseji, ki so izjemno aktualni in zanimivo branje, ga sem priporočam. Tukaj je pa ena taka kratka predstavitev. Kličem vas. Oprostimo duha teh nečistih kompromisov, teh tlačečih verig, tega skritega hlapčevanja. Duh ne sme nikoli hlapčevati. Mi mu moramo služiti in samo on je naš poveljnik. Rojeni smo, da nosimo bakle duha, da se okoli njega zbiramo, da poizkušamo zbrati okoli njega blodeče človeštvo. Naša naloga in naša dolžnost je, da prižgemo neugasljivo luč in da se usmerimo po večno mirujoči tečajnici. Živijo, jaz sem Ul. Zdaj pa, preden gremo naprej, bi sam povedal dve besedi. Nadi, hvala za tole predstavitev, pa Rebeki. Predvajal bi vam rad pomemben posnetek, ki sem ga lastnoročno posnel iz ene preproste kamere iz protivojnega protesta na Prešernovem trgu 24. februarja letos. 16-letni Poba je povedal tole in se mi zdi pomembno, da slišimo še enkrat, kljub temu, da posnetek ni zelo kakovosten. Sem srednješolec in v bistvu moje življenje se je pri mojih 16 letih šele zares začelo, ker pač imam toliko načrtov, toliko želj, toliko vsega pač na svetu, ko bi še rad naredil, preskusil, videl in doživel. In a mi bo to vse dalo, se sprašujem. V bistvu poslušam in opazujem, kaj se dogaja po svetu, pač sem res zaskrbljen, kaj prinaša prihodnost, kaj bo jutri in kaj se je zgodilo z razumom. Predvsem pa mene tudi zanima, kdo in s kakšno pravico tudi mene vpleta v vojno. Namesto, da bi si za nas vse prizadeval za mir. Oziroma vem kdo, naša vlada, s kakšno pravico. Tukaj pa obstaja eno odprto vprašanje. Če mene vprašate z nobeno, orožje ubija, če še komu ni jasno, in ne spodbuja miru, ampak smrt, ki grozi, da se bo razširila čez cel svet, ki bo presekala moje sanje, načrte, želje in ki me bo namesto v lepo življenje poslala pred kroglo. Kajti pri 16 letih pravi, da si že zrel za ubijanje in ti porinil puško v roke. Zato vsem odraslim, ki naj bi to bili, čeprav potem, ker vidim, močno dvomim v to, ne želim biti, oprostite izrazu, kanon futer. Ne želim ubijati in ne želim se iti tuje vojne. Ne želim umreti za nekaj, kar bi vi lahko preprečili, če bi lahko hoteli. Zato, dragi politiki v Sloveniji in širše, nehajte v Ukrajino pošiljati orožje, raje pošljite diplomate, da bo tudi meni dano žiti življenje. Ja, takole, to je bil, mislim, da Ul ali Ulen, ne vem točno. Skratka, povedal je nekaj, kar bi moglo biti nad vse samoumevno v vsaki skupnosti, ne. Naravno strašno je, da danes tak glas iz javnega prostora izganja tisti, ki se imajo za stroko, za politiko, za naše predstavnike. To počno brez, kot so vedno počeli v vseh vojnah, brez soglasja ljudi. Ne vem, kaj naj rečem.
ne povem, da je posnetek tako tak, kot so drugi posnetki iz tega protesta, so na voljo na Sanje TV. Poziv za mir, mislim, da je naslov playlisti. Najdete ga tudi posnetek Ire Zorko. Ira je napisal in utemeljil tale poziv k mirovni vlogi Slovenije v vojaškem spopadu med Zahodom in Rusijo, ki je objavljen na spletni strani peticija.si, kjer lahko podpišete. Mislim, da je zdaj nekaj čez 1500 podpisov. Pač predlagam, da obiščete spletno stran peticija.si in se pridružite nečemu, kar nažalost v teh časih nikakor ni več samoumevno, in to je zahteva za mir po pravici in resnici. V zvezi s tem bi želel še opozoriti na knjigo tole, Litanije za mir, Neže Maurer. Naša draga Neža je to knjigo napisala v času strašne vojne v Jugoslaviji, torej ob razpadu Jugoslavije, in vsebuje kar nekaj nepozabnih pesmi. Zato smo se odločili knjigo ponatisniti in mislim, da izide julija. Mogoče na tem mestu prav, da še enkrat damo mesto poeziji, in sicer ponovno Jerici Mrzel in njeni nepozabni recitaciji pesmi Mir, ki je pravzaprav neke vrste svobodno po Jerici Breht. Pa prisluhnimo. Mir vsem ljudem na zemlji, mir poljem, ki žita zore. Naj polja zore le za tiste, ki se na njih pote. Mir naj bo naši deželi, našemu mestu mir. Naj v njem prebivajo v miru tisti, ki mesta grade. Mir za grobove Bosne, mir za vojake zla, mir na polju in morju, vsej naši zemlji mir. Mir Makedoniji mili, mir razbitemu vzhodu, mir na Kosovu tesnem, kruh črnskemu rodu. Mir vsem možem in ženam, otrokom in starcem mir. Mir na morju in kopnem, vsej naši zemlji mir. O živosti in aktualnosti, prodornosti misli Srečka Kosovela ni nobenega dvoma. Tudi zato v naši zbirki Tiger in v drugih izhajajo njegovi zapisi, njegove zgodbe in njegova poezija. Tokratni izbor nosi naslov Kriza človečanstva. Urednik Rok Zavrtanik je zbral nekatere Srečkove eseje, pamflete, osnutke, zapiske, ki nam jih je zapustil v svojih zbranih delih oziroma jih najdemo tam. Knjiga je pravkar izšla v zbirki Tiger in Kultura in država je naslov razmisleka, ki ga boste slišali zdajle. Obstoja odnos, ki lahko spravi ta danes nasprotna pojma v sklad. Ta odnos pa je odvisen le od pojmovanja države. Kaj je država? Kaj je njeno bistvo, njen namen in njen cilj? Ako si odgovorimo na ta 4 vprašanja,
bosta odgovor in odnos že razvidna v njih. Država je skupina ljudi, ki si urejajo svoje materialne potrebe tako, da lahko čim svobodneje živijo v svoji izpopolnitvi, v svojih idealih duše. Torej je bistvo države sredstvo, ki omogoča ljudem duševno življenje. Zato je njen namen zmanjševati vse napore v človeku, ki ga obračajo v golo materialistično življenje. In njen cilj je socialen, omogočiti, da se vsak posameznik razživi in zaživi tudi pravo, resnično življenje. Zato je že iz teh izvajanj logično, da je država sredstvo, ne cilj. Da je eo ipso, njena oblika, odvisna od zgodovinskega razvoja, relativna, a da se mora izpopolnjevati po potrebah modernega človeka. Prav tako sledi iz teh izvajanj logično, da je država važen faktor v razvoju človeške kulture, tako rekoč njeno mehanično gibalo, ki pa mora z vedno naraščajočim kulturnim gibanjem zavzeti čim gibljivejšo in prožnejšo obliko, da še vedno deluje v celotnem življenju kot gibalo, ne pa kot ovira. To nam dokazuje razvoj oblik, od teokracije preko absolutizma do modernega parlamentarizma. Toda v tem članku ne gre za to. Gre mi za to, da ob relativnosti vseh življenjskih oblik izkažem i relativnost državne oblike. Kajti času neprimerna državna oblika je kakor oklep, ki če skrepeni, spomladi poči. Primerjajmo modrase. A kaj je kultura? Kaj je civilizacija? Ker je narod primaren, nacija sekundarna, država terciaren pojav, je jasno, da se ne narod, ne nacija ne moreta ravnati po državi, marveč narobe. Kajti država ni cilj, ampak sredstvo. Kadar se narod zave svoje narodnosti, postane narod nacija. Zato kulturna avtonomija ni nikak privilegij ali milost, marveč dolžnost, ki jo mora država upoštevati, če noče, da postane njena oblika čim bolj razvoju nasprotna. Razvoju nasprotne oblike se namreč zrušijo. Srečko Kosovel o kulturi in državi v knjigi Kriza človečanstva, ki je izšla v zbirki Tiger. Ja, dobro si zapomnimo ta stavek. Razvoju nasprotne oblike se zrušijo. To neogibno čaka sile imperializma, ki jih Tomaž Mastnak po mojem pravilno in slikovito opiše z besed v svojih akademskih študijah in analizi razvoja neoliberalizma v 20. stoletju Črna internacionala. Zato ni potrebe, res ne, čeprav se mnogi moji kolegi s tem ne strinjajo, ampak ni potrebe, da se prepuščamo malodušju, tesnobi in obupu na predvečer smrti zombi kapitalizma, kot bi rekel spet Kosovel. Vse razloge imamo, da se polno zaupamo v svojo naravo, v moč notranjega spoznanja, v nesmrtnost duše. In zdaj pa knjigici, ki jo tole vidimo in jo je ravno Nada, ki nam je prebrala odlomek iz Krize človečanstva, jo je prevedla. Gre za zgodbe iz Otoka Vladimirja Nazorja na Hrvaškem od tako imenovane osvoboditve,
ker vemo, kaj je to osvoboditev od svobode, je to bila, ne pa česar koli druga, in objem zveri, popolnoma zatrt, pozabljen, vendar čudovit avtor Vladimir Nazor, rojen na otoku Braču, ki je zapisal tik pred smrtjo iz Zavičaja, spominja na otroštvo, iz Zavičaja, kako bi to prevedli, zavetja, mogoče slovensko, nimamo neke ustreznice. 3 zgodbe, Odisejeva votlina, Je bil boj in Kobol, so išle in bojo v času festivala išle v tele čudoviti knjižnici, s katero nekako začenjamo zbirko, novo zbirko založbe Iskra. To so drobne knjižice, ki bodo na voljo pač po zelo ugodni ceni in ki prinašajo literarne bisere z vseh vetrov, od Vladimirja Nazorja, ki mu današnji establishment, hlapčevski establishment na Hrvaškem očita, da je bil pač partizan. Danes vsi govorijo proti komunizmu, čeprav ni več skoraj nikogar, ki bi si upal sploh reči zase, da je komunist. En redkih izjem je mogoče profesor francoske, mislim, da iz Lyona univerze, Gabriel Rockhill, ki vam ga toplo priporočam v branje, poiščite ga na YouTubu. On je 25 let raziskoval, razglaša se sam za komunista, vpliv CIA in njenih in teh pač imperialističnih tvorb na ključne mislice levice 20. stoletja, vključno z Adornom, Horkheimerjem do Marcuseja, Lacana, da ne govorimo o Žižku, ki pa je že rezultat te njihove, in tak zelo žalosten rezultat te njihove genialnega nauka, kjer so levico mazili z denarjem in ji govorili, kar dejte, razmišljajte karkoli, samo eno stvar pa nikar ne prekršiti. Saj je res, da kapitalizem ni v redu, ampak boljšega reda ni. Ja, nekako tako. Skratka, priporočam, da nas sledite. Tisti, ki ne boste na festivalu, ga lahko spremljate preko Sanje TV. Priporočam vam, da se naročite na Novičnik Sanje, kar storite zelo preprosto na naši spletni strani. Lahko se včlanite v knjižno družino Sanje in boste obveščeni ne samo o novostih, pač pa recimo prejeli boste tudi kodo, s katero bo omogočen v času festivala izjemen popust na vse naše knjige, z izjemo tistih, ki so še pod zakonom o fiksni ceni knjige, to pomeni knjige mlajše od 6 mesecev. Pa poglejmo še drugo knjigo. To je knjiga Bolezen je zdravilo Petra Wilberga, ki je ravnokar izšla tudi v broširani, razprodana, bi rekel, uspešnica, izjemno pomembna v tem času, ko je bolezen nekaj zelo aktualnega. Našega velikega prijatelja, filozofa Petra Wilberga, ki je lansko leto žal preminil in katerega knjigo Znanost kot zabloda smo nedavno objavili v pripravi. Sta pa še 2 knjižici, v zbirki Iskra izide njegova mala črna knjiga o depresiji in pa Onstran bega in boja. 3. knjiga pa izide, mislim, da v knjižnici Sežganih knjig, naslov je Izmisliki, ki nas držijo v ujetništvu, skratka Bolezen je zdravilo, ful priporočam v branje. Zdaj pa še 2 potencialni, mislim, taki kratki predstavitvi 2 knjig, morda za poletno branje, ki si ga boste kmalu lahko privoščili skoraj po moje polovični ceni.
Kot seme smo vstopili v nitvino zemlje s prošnjo, z molitvijo, da bi se v vsakem in po vsakem izmed nas prebujalo novo življenje v žlahtni človečnosti. Jame so bile, kar pomnimo, svet prostor. So arhetip maternice, iz katere izhaja rojstvo, ponovno rojstvo, v našem času preporod. Zato ni slučaj, da obhajamo festival Založbe sanje tudi v jami, tudi v tej sveti jami. Rekli so mi, da izrečemo molitev Bogu. Nekateri veste, da je moja rekovaj rečeno definicija Boga, da je to moja bit v biti, pisana z veliko vseh biti. To je sveta enost, vsega v vsem. Einstein bi rekel, to je moč ljubezni, ki je v makro in mikrokozmosu, torej v vsakem izmed nas. Ker je torej moja definicija Boga, moja bit, v biti, vseh biti, po moja molitev Bogu nagovor svetemu, Božjemu, v sveteniku, po vsakem izmed vas. Tam globoko pod površjem, kot smo sedaj mi v tem svetem prostoru, v tej maternici zemlji, tam globoko v slehernem izmed nas je sveto obledje. Nima le veliko vesolje, obledja, singularnosti, tam, kjer se prostor pravi ukrivi in vse, kar je, se preseže v novo razsežnost. Vsak človek je vesolje umagan. V srčiki naše biti, Cankar bi rekel v skriti kamrici, tam, kjer smo mi, tam je v vsakem izmed nas tudi obdobje singularnosti, presežnosti. Tam globoko v nas je dotikališče med nebom in zemljo. In od tam nekje nas navdihujejo vzgibi svetega za osebno poslanstvo v tem svetu, posameznika in družbo, prebujeni člani njene družbe. Založba sanje objavlja v knjigah prebujevalne misli. Ti so kot sejanje semen, iz katerih se prebuja neustavljivo prebuja novost. Obenem pa nas z njimi opogumlja, da svetamo v svetaniku, vsako izmed nas dovolimo vstop v svet, da to, kar je sveto, ne zaustavljamo v sebi kot neki službi, ampak da damo temu prebujevalno prisotnost v svetu. Seme smo od sedaj v nutlini zemlje, s prošnjo molitvijo, da bi se vsakem in po vsakem izmed nas prebujalo novo življenje. Vsak izmed nas je v poklicanosti novega življenja za bolj žlahtno človečnost. Ko bomo stopili iz jame, naj bo to simbolno, kako bi rekli, kar obredno dejanje in znamenje, da seme že kali in obeta novo življenje, ki bo bolj po meri človečnosti. Da ne dovolimo si, da nas pri tem zavrnejo, ustavijo v pesimizmu. Brezup ni upravičen niti v temini našega časa. Sem prihajal sem k vam, sem poklical Andreja Detelo, nekateri poznate njegovo delo Sintropija,
njegov dokaz, da obstaja sintropija, da bo končno zmagovita sintropija in ne entropija. In sem si dobesedno zapisal, kar mi je rekel in bi vam rad predal skupaj z njegovimi pozdravi. Takole je rekel, tudi v stanju popolnega kaosa obstaja možnost samoorganiziranja harmoniji kateregakoli naravnega sistema. Kozmična zakonitost sintropije nam daje moč in pogum, da lahko v obdobju popolne teme živimo v upanju. Končno zmagovita bo sintropija in ne entropija, ljubezen in nikoli zvrk. Tudi zato, ker sva ti in jaz sen, iz katerega bo pognalo novo življenje. Pomembno je, da se ne damo strašiti s temo, da nas ne zagrnejo pesimizem. Pomembno je, da smo zazrti v svetlobo novega življenja. Mi moramo biti s svojimi mislimi, s svojim čutenjem, v svoji prebojenosti že tam. S tem prebujemo novost. Neustavljivo prebujemo novost človečnosti. Ko bomo stopili iz jame, se bo prižgal kres v noči. To bo simbolno znamenje, da je luč močnejša od teme. In potem bo miting, in potem bo praznovanje, in potem bo ples. Kot vnaprejšnja pripoved tega, kar prihaja. Še prej pa glasba, zven v tej sveti jami, združenje zborov, rdeča zvezda in lipa. Evo sem nazaj, to je bil pa naš pater Karlik, Žan. Posnetek me je malo prehitel, ampak nič ne de. Tole je bil prav super zaključek tegale večera s Karljevo mislijo, ki nam pomaga razumeti tisto, čemu pravi Simone Weil, moč notranjega spoznanja, ki mu moramo ostati zvesti. Temu je namenjen tudi festival Sanje. Hvala vsem, ki ste vztrajali z mano. Ne pozabite se naročiti na novice Sanje. Označite si tistele zvončke, notifikacije, ker pri, 25.000 sledilcih recimo na Facebooku vidijo trije naše sporočila. Zadnje čase očitno počnemo nekaj prav in nekaterim to ni všeč, recimo algoritmom Facebooka. Tako da toliko. Za konec še napovednik še ene knjige, mogoče spregledane, fantazijske knjige človeka s skrivnostnim imenom Jadran Maj in potem zaključek Lahko noč. Zagledal sem se v valovito morje, ki se je neutrudno zaganjalo v skalove pod menoj, in se vprašal, kje naj začnem. Spomnil sem se vročega popoldneva, ko se je nenadoma razpočila lupina nekdanje stvarnosti in se je stari svet končal. Ta dan sem si zapomnil bolj kot mnoge druge, ki so prišli za njim. Saj sem takrat izgubil življenje, ki ga nisem nikoli več našel. S pogledom sem pospremil dva albatrosa, ki sta jadrala kdo ve kam. Potem pa sem se s konico nalivnika dotaknil papirja in roka je sama začela pisati. Jadran Maj, Vanatinajski rokopis. Kje boste preživeli konec sveta?
groša fantazije moraš v žepu le imet, pa že delaš coprnije, vse drugačen je ta svet. Še v dežju ti sonce sije, zvezde klatiš dol z neba, za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma. Kogar punčka zapusti, treba obesit se mu ni. Rajši hodi najzan čas k tetki fantaziji v vas. Saj pri njej nesrečni stric našel kup bo lepotic. Dale malo oči pripre, pa so mu na voljo vse. Bo objel, če ni preokorn, še celo Sofijo Loren. Za 2 groša fantazije moraš v žepu le imet, pa že delaš coprnije, vse drugačen je ta svet. Še v dežju ti sonce sije, zvezde klatiš dol z neba, za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma. Za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma.